Spoštovani, lep pozdrav. Nekatere vidim, Irena Komac, recimo, se dolg časa nisva videla. Lepo, da se je pojavila. Ko govorimo o slovenskem ogrodju kvalifikacij, je treba najprej povedati, da je tu ena velika zasluga, eno veliko delo bilo opravljeno s strani Centra za poklicno izobraževanje, ker je treba res priznati, ne samo nekaj časa, več let je tekla ena aktivno delo na zelo zapletenem področju, ki bo mnogo čem ne vede pravzaprav, ali pa ne direktno vplivalo na trg dela, vplivalo na delo v posameznih podjetjih, vplivalo na načrtovalce izobraževanja in tako naprej, čeprav na prvi pogled to izgleda kot ena tehnična zadeva. Jaz verjamem, da tako vi kot tudi sam imamo kar nekaj težav, ker se tle govori o kvalifikacijah, ravneh in tako dalje, pa če to še dodamo zraven poklic, pa kompetenca, kaj vse to zdaj je in kaj to zdaj je drugače, kot je bilo včeraj. Vi se spomnite vsi, kaj se je spremenilo, ko smo pred 10 leti, pred 15 leti, ko smo sprejemali zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ko smo morali kar naenkrat obrniti, smo nekatere pojme začeli drugače uporabljati. Še mnogo vas še danes, ko jih vpraša, kaj pa imaš ti za eno izobrazbo, ali pa če vprašate, kaj pa imaš ti za en poklic, odgovorimo isto. Jaz sem po poklicu pravnik. Pa je to izobrazba, pa to ni poklic, ker po poklicu je pa gospod ali sodnik ali advokat ali pa karkoli že. Skratka, takrat se je začelo nekaj obračati, ko smo zaradi okolja, v katerem živimo, zaradi različnih pojmov, ki se uporabljajo, smo začeli uporabljati kar naenkrat za nekatere ustaljene zadeve druge pojme. Tole, kar je kolegica Urška pripovedovala, teh 10 ravni, ki jih imamo mi v Sloveniji, to se vleče iz Jugoslavije, iz SFRJ. Takrat smo se v Jugoslaviji izmenili za ravni in zdaj se ne moremo od tega odlepiti. Evropa se je zgodila za 8, mi pa ne moremo ven, ker imamo vse dokumente, vse statistike, vse je narejeno, ne da bi tega sprejeli v pravni red Slovenije, smo realno uporabljali 10-stopenjsko lestvico. Tu se vidi, kako nekatere stvari dolgo trajajo, dolgo se vlečejo in zdaj imamo tu nekaj, kar je recimo usklajeno v Sloveniji in z Evropsko unijo. Zdaj, jaz sem zapleten v to zadevo na 2 načina. Potem, ko je skupina Dasovska opravila usklajevanja in dobila soglasje vlade in tudi Evropske komisije, je bila odločitev, da se naredi iz tega zakon. In tam so mene našli, da sem ta zakon nekako vodil na skupino. Tudi pri tem zakonu je levji delež opravil Center za poklicno izobraževanje, strokovnjaki, ki so tam se s tem ukvarjali več let, so tudi v bistvu napisali zakon, ki smo ga potem mi samo več ali manj sprocesirali. Jaz že zdaj povem, da bom moral o 12:30 oditi, tudi če bi imeli kakšno diskusijo daljšo, ker je v državnem svetu zakon že na dnevnem redu in moram tja iti, če bo treba kaj pojasniti. Ta zakon je tehnične narave in bo povzročil to, kar je gospa Urška že vse povedala, ampak na eni točki pa je reformnega značaja. Tam, ko se odpre poleg kvalifikacij, ki se pridobijo z izobrazbo za pridobitev stopnje in tako dalje, ko se zdaj stopimo v polje poklicnih kvalifikacij in dodatnih kvalifikacij, tam se pa odpira eno polje, ki je doslej bilo nezasedeno. In zdaj bi jaz poskušal to polje nekoliko pojasniti, nekoliko pobližje povedati, kako in kaj. Gre za to, da
da se odpira polje ne po vertikali, ne pridobivanja vedno višjih kvalifikacijskih stopenj, ne, ampak polje horizontalne, se pravi, kako, ko že imamo inicialno ali začetno ali ne, izobrazbo, kako potem dodajamo nekaj na horizontalni ravni, poglabljamo, razširjamo in tako dalje, ne da bi dobili nove stopnje, ne da bi deloval ta vzgornik, ne da vsi hočemo priti do doktoratov, ampak da si krepimo svoje kompetence in s tem dobivamo nove kvalifikacije. Za nas je to seveda bilo ključno za področje izobraževanja, da dopolnimo izhodišča za pripravo izobraževalnih programov, ki je strateški dokument, ki vsaj srednjeročno programsko podobo na nek način zarisuje, ukvirja. Vsi, ki programe pripravljajo, tudi programe izpopolnjevanja in specializacij in tako dalje, se morajo nek način tega držati. Navsezadnje ta dokument sprejema pristojni strokovni svet ob soglasju ministrice. Tokrat ministrice, lahko bi bil minister. Tako je že prejšnja ministrica naročila konec leta 2014, da naj neka skupina pripravi spremembo izhodišč. Takrat smo bili zelo optimistični, da bo to se zgodilo v kakšnem mesecu, dveh. Delali smo precej dlje časa in pravzaprav prejšnji mesec končali delo in zdaj smo poslali ta dokument v proces sprejemanja v strokovni svet in ga predstavili ministrici. Razlogi za dopolnitve teh izhodišč so mnogoteri. Na eni strani so delodajalci vedno znova kritični do tega, kaj tisti, ki končajo izobraževanje, znajo. Ministrstvo za delo in Zavod za zaposlovanje skoraj obtožujoče govorita o tem, da izobraževalni sistem počne nekaj, trg dela pa potrebuje nekaj drugega. Mi se seveda branimo, da je izobraževanje nekaj drugega kot samo trg, da se ne izobražujemo samo za trg, za mezno delo, ampak za življenje. Gospod Pavliha je živ dokaz, kako je treba razumeti izobraževanje v širšem smislu. Imamo pobude za vajeništvo. Vajeništvo se bo uvedlo, kako in kaj in kako odpreti to možnost. Imamo novo finančno perspektivo, v kateri so nas v Evropski komisiji trdo prijemali, češ, vi ste reforme naredili, dobili ste tudi evropske sredstva za to, vi imate izobraženo prebivalstvo, vi imate izobraženo delovno silo, imate izobraženo brezposelno delovno silo. Vi nimate ta pravih kompetenc, so nam govorili. Vi nimate, vaši diplomanti so krasno izobrazeni, imajo visoke stopnje, ampak ko je treba pa nekaj narediti, pa tega ne znajo. Se pravi, tu nekje so nas držali in zato smo morali seveda sredstva rezervirati predvsem zato, da bi se kompetence dvignile, ne stopnje izobrazbe. Evalvacije so bile opravljene, Center za poklicno izobraževanje je opravil ogromno dela evalvacij in seveda to je bilo treba vse upoštevati. Še eno stvar je najverjetneje treba povedati, treba je bilo upoštevati tudi to, da je potrebno v večji meri upoštevati princip vseživljenjskega učenja. Pri nas je še vedno zakoreninjeno, ko se govori o vseživljenjskem učenju, ljudje mislijo, da to pa je odrasli, pa nič drugega, gre za to, da je ta princip treba vgraditi v sistem v celoti. Tudi, ko delaš programe za pridobitev izobrazbe, moraš upoštevati, da se bo to nekoč nekje moralo nadgrajevati, razširjati, poglabljati in tako dalje, zato moraš s tem računati. Seveda je bil tu postavljen premislek, mi imamo poklicno izobraževanje, tu zdaj niste sami specialisti iz tega področja, ampak vendarle veste, da je podlaga vsega poklicnega strokovnega izobraževanja pri nas so poklicni standardi. Večinoma delamo izobraževalne programe za več poklicnih standardov, poenostavljeno rečeno za več poklicov, ki so si sorodni. In zdaj, kako potem notranje programe členimo v module,
za posamezne specialna znanja in tako naprej, in kakšen je ta zdaj odnos med tem izobraževalnim programom, med to kvalifikacijo, ki se pridobi za izobrazbo s pričevalom, ki ga bomo uvestili v prvo, kot je Urška prikazala, v prvi steber kvalifikacij. Kakšen je ta odnos v resnici do vseh tistih poklicov, ki so v ta program vključeni? Ali smo pripravljeni za vse, brezpogojno, ali lahko še to poglabljamo, ali lahko to, skratka, tu je cela vrsta zapletenih vprašanj, komisija ki je to delala, se je dolgo s tem ukvarjala in upamo, da je našla svojo rešitev, da je izobraževalni program in izobrazba, ki jo dobimo, je za vse področje, zagotovo za vse, tako je tudi konstrukcija programa narejena in je možno za posamezne reči v moduli se ožje pripraviti na bodoče delo, pa tudi kasneje v vseživljenjskem učenju, s programi, ki temu sledijo. Potem se je postavilo na zelo konkretnih stvareh, veste, narediš program, napišeš, da je tudi med vami so nekateri, ki so zelo poznavalci tega področja, recimo višješolski program ekonomija, not napiše, da je tam noter vključen za poklic računovodja, za zavarovalnega agenta, a ne Dunja. In potem je vprašanje, ali imaš kvalifikacijo za oboje, če si izbral samo en modul, ali imaš izobrazbo za oboje, ali ne, ali sam za eno, in ali je mogoče ta isti standard uporabiti potem za specializacijo, za razširjanje, za poglabljanje tega, a ne bo nastala zmeda, ali ljudje več ne bodo vedeli, kaj se skriva za posamezno izobrazbo, ko bo to uvrščeno tudi v ogrodje kvalifikacij. In mi smo se o tem morali pač pogovoriti in naš odgovor je, da je potrebno razumeti, ne mehansko prenašati poklicnega standarda v modul in iz modula kvalifikacijo, ampak da je vendarle treba verjeti v izobrazbo kot celoto, tudi v tem smislu, kar je danes gospod Miha govoril, ampak mislim, da seveda to je zdaj še na zelo specialnem področju, ki mi smo imeli tam od leta 2001 naprej v vseh reformnih prizadevanjih, vseh tem vso pozornost usmerjeno v začetno izobraževanje. Kako narediti programe za pridobitev izobrazbe, koliko programov bo, kako bodo široki, kako bodo skonstruirani in tako dalje. Samo s tem se ves čas ukvarjamo, potem naredimo celo serijo programov, jih upeljemo v šole, potem pa spet delamo nove programe in tako naprej. Skratka, vedno znova se ukvarjamo s tem začetnim inicialnim izobraževanjem, kako bi bili programi fleksibilni, da bi čim več interesov pokrili in tako naprej. Našli smo celo vrsto zelo dobrih rešitev, odprti kurikul, našli smo module, izbirnost, vse to smo naredili, mnogi v Evropi nam kar priznavajo, da smo naredili smiselne rešitve, ampak vendarle samo na ta način ni mogoče reševati vseh problemov kvalifikacij. Povsod, jaz sem zdaj pred kratkim sem bral recimo nemško poročilo o poklicnem izobraževanju v letu 15 pri njih, na večjih koncih vedno znova se pojavlja tudi vprašanje izpopolnjevanja, specializacij, nadaljnega izobraževanja ali nadaljevalnega, kot je včasih rekel naš starosta, izobraževanja odraslih, gospod Jelenc. Tu oni vidijo velike možnosti, bojim se, da bojo oni zdaj, ko delajo reformo, kaj že, kako že, 4 pika, kaj že imajo? 4.0, Skratka, ko se zavedajo, da bo treba, da z digitalizacijo celotne družbe, celotne produkcije in tako dalje, nastopi nekaj, tega ni mogoče narediti samo z začetnim izobraževanjem. Več kot očitno je to. Tako da se mi zdi, da je nastopil res čas, da kljub temu, da imajo oni ta Berufs princip in vse to, da bo pozornost v naslednjih
v današnjem času usmerjena zlasti temu, kako dodajati znanje, razširjati znanje, ga poglabljati in izpopolnjevati. Mi smo napisali zdaj v ta izhodišča nekaj, da tako rečem, temeljnih paradigem. Poklicni standard se lahko uporabi tudi za program za izpopolnjevanje, se pravi, razklenili smo to, da se samo enkrat lahko uporabi. Specializacije pomenijo poglabljanje, razširjanje poklicnih kompetenc na isti ravni zahtevnosti, ne gremo navzgor, ne plezamo samo po lestvici v ogrodu kvalifikacij, ampak gremo po horizontali. Praviloma se programi pripravljajo kot nadaljevanje enega od začetnih programov, lahko pa tudi za več, če gre za cross-curricularne reči, da so skupne večjim poklicem. In še nekaj, te programe bi morali delati tako rekoč za znano delovno mesto. Ne kar tako, ne kar abstraktno, ampak za tiste, ki delajo, ki imajo delovno mesto in rabijo dodatna znanja, rabijo več znanja, kot pa jim je dalo samo njihovo začetno izobraževanje, ki je seveda nujni pogoj. In to v tem smislu je to nekaj, kar je blizu vajeništvu. Tudi v Nemčiji je tako, da se vajeniški sistem vključuje samo okrog manj kot 40% 15-16 letnikov. Vsi ostali že nekaj imajo. Vsi so že končali, celo diplome imajo, potem se pa vključijo v vajeništvo zato, da bi dobili kvalifikacijo za delovno mesto in tako naprej, kar pomeni, da je tu odprt prostor za nadaljevalno izobraževanje za ljudi, ki imajo nekaj začetno, karkoli že imajo, zato da bi se vključili. Seveda mi imamo tu zdaj še dodatne naše rešitve, imamo medpodjetniške centre, ki so dobro opremljeni, imamo izkušnje in seveda lahko to vse počnemo. Zdaj sprejem zakona o SOK-u, ki je zdaj, kot sem rekel, v proceduri, vlada ga je sprejela, odpira možnosti, da se te kvalifikacije, izpopolnjevanja in dodatne kvalifikacije umestijo v slovensko ogrodje in s tem postanejo v resnici evropsko prepoznane, evropsko transparentne, da tako rečem, in to na način, ki bo relativno hiter. Tu smo imeli združenja delodajalcev, pa tam kakšne pripombe v to smer, da to ne sme biti zapleten sistem in zakon to pravzaprav nalaga Centru za poklicno izobraževanje, ki bo imel za to ustrezne procedure zakonu predvidene, da bi to lahko teklo hitro, učinkovito in v skladu z pričakovanji delodajalcev. Se pravi, mi bomo začetno izobraževanje peljali, da tako rečem, v smislu širokih programov, ki ne pripravljajo zgolj za mezno delo, ampak tudi za naše življenje v prihodnosti, medtem ko bojo programi za specializacijo in naprej so pa namenjeni natančno tistemu, da se na tistem delovnem mestu dobijo dodatne kvalifikacije. Zdaj, kakšne bodo sistemske posledice? Jaz pričakujem, da v nadaljnjem obdobju bomo lahko še širše programe za pridobitev izobrazbe delali, za širša področja. Vi veste, da recimo, Finci, če se motim, nazadnje sem bral, da imajo 19 programov za isto, ker imamo mi 40, ali pa še več, ali pa 80. Ker pomeni, da imajo široke programe za posamezne panoge začetno, potem se pa ta stvar seveda nadaljuje v vseživljenjskem učenju. Delodajalci bodo imeli možnost, da svoje zaposlene pošljajo v izobraževanje skupaj z lastnimi močmi, ki jih imajo, z lastnim znanjem, in se bojo odločili, ali bojo to šlo preko specializacij ali preko dodatnih kvalifikacij, zato da bi njihove kompetence prepoznali tudi v ogrodju kvalifikacij v Sloveniji in potem širše v Evropi. Veste, kako ta Evropa deluje? Pred leti sem bil v eni znani slovenski firmi, ki se ukvarja z marmorjem, izdeluje marmorne zadeve.
Konkurirali so v Avstriji, da bi izdelali neke portale, pa neke stopnice, pa ne vem kaj, nasproti Štefanove cerkve na Dunaju. Tam je konkuriralo 10 podjetij, ne. Oni so imeli krasne cene, reference, mislim, naredili super za vse zadeve in so propadli na razpisu. Zakaj? Ker niso mogli dokazati, da imajo mojstre, ker pri nas ni bilo mojstrskih izpitov, neka druga firma je rekla, mi imamo 40 mojstrov, ki bo to delalo, ne. Pri nas pa tega nismo imeli, ne. Se pravi, niso mogli dokazati navzven, da imajo mojstre, ki so v resnici mojstri bili, samo formalno niso imeli priznane ne izobrazbe, ne nič, ne, in tako dalje. In potem smo mi se začeli tudi bolj intenzivno ukvarjati z mojstrskimi izpiti in tako dalje. Ampak tole, kar se zdaj dogaja, počne, bo priložnost, da se reče, imamo ljudi, ki imajo kvalifikacijo natančno za to, kar vi pričakujete čez našo firmo, izbirate na javnem razpisu. Zdaj, to, kar jaz govorim, ali je to realnost ali je to fikcija. Posamezni delodajalci in njihova združenja si želijo, da bi njihovi sodelavci imeli več kompetenc, da bi jih sami usposabljali, da bi jim dodali več. Med njimi so znani nekateri hotelirji, varilci, papirničarji. Papirničarji nimajo izobraževanja papirničarjev. Imajo neke izbire, neke module in tako dalje, ampak v resnici papirničarjev ne izobražujemo. Sami jih usposabljajo, vzamejo strojnike, kemike in tako dalje, potem jih pa usposabljajo za papirništvo. Tu se jim zdaj ponuja možnost, da to ni stvar samo internega njihovega usposabljanja, ampak da stvar postane transparentna, potem, ko se bo to zgodilo, po takih ali drugačnih programih, z dodatnimi kvalifikacijami ali z specializacijami, postane transparentno, ti ljudje niso, da tako rečem, fevdalno vezani samo na svojo firmo, ampak so širše vezani in tudi evropsko transparentni. Diplomanti nekaterih naših izobraževanj si želijo svoje znanje poglobiti, dodati. Pri dodiplomskem izobraževanju so izbrali nek modul, zaposlitev se kaže na drugem področju. Zakaj ne bi zdaj izbrali nov modul, novo dodatno kvalifikacijo se pridobili po nekem programu specializacije. Tega poznamo precej v višjem šolstvu, tam je toliko in toliko ljudi diplomiralo v zadnjih 10-15 letih in najverjetneje je tem ljudem treba omogočiti, da kaj pridobijo, ne da bi samo stopnje pridobivali, ne da bi morali dojeti na fakulteto in doseči novo stopnjo in tako naprej, ker je navsezadnje morda njihov interes popolnoma konkretno usmerjen na neka delovna mesta, ki jih zasedajo ali pa ki jih si želijo zaseči. Končujem. In za konec povem, za izboljšanje poklicnih kompetenc bodo rezervirana v novi finančni perspektivi sredstva iz Evropskega socialnega sklada, kar pomeni, da bomo to znali podpirati tako pripravo teh programov kot izvedbo teh programov, kar pomeni, da bi to znala biti tudi neka realnost, ne samo fikcija. Se zahvaljujem.